Lepo pozdravljeni, udeleženci današnjega webinarja. Danes smo v podjetju TICO-PRO za vas pripravili webinar, torej spletni seminar, kamor smo povabili gospoda Žiga Metelka iz SID banke, da predstavi aktualne in napovedane kreditne linije SID banke. Se pravi, moje ime je Ana Kovačič, sem vodja prodaje in marketinga v podjetju TICO-PRO. Gospod Žiga se nam bo kmalu pridružil, prav tako pa se nam pridruži ob 11. uri še kolegica Karin Harp, vodja projektov v podjetju TICO-PRO. V našem podjetju že 11. leto pripravljamo za slovenska in tuja podjetja vloge na različne razpise, spremljamo projekte in tudi pripravljamo poročanje razpisnikom. Pripravljamo vse od gospodarskega ministrstva ter povezane institucije, torej Slovenski podjetniški sklad, Spirit Slovenija in pa seveda SID banka. Gospod Žiga Metelko je strokovni sodelavec na SID banki in sicer na oddelku za podjetja. Zdaj, današnji webinar se bomo družili nekje 1,5 ure. Najprej bo gospod Žiga predstavil v bistvu svojo prezentacijo oziroma povedal, kar vam je pripravil. Vse prezentacije boste vsi udeleženci dogodka dobili tudi po mailu, tako da si ni treba sproti teh zadev slikati ali pisati. Omogočili smo vam tudi možnost vprašanj. Tukaj desno v chatu lahko sproti pošiljate vprašanja, vendar bo gospod odgovoril takoj, ko konča s svojo prezentacijo. Nekje 20 minut bo za vprašanja, potem se nam pridruži, kot rečeno, Karin Harp, tudi vam v bistvu predstavi svojo prakso prijav na SID banko in pa tudi njej lahko potem postavite vprašanja, na katera bo odgovorila takoj po svoji prezentaciji. Moram vam povedati, da se dogodek snema se z namenom, da se lahko deli tudi udeležencem, ki so se prijavili, pa se niso mogli udeležiti, ter tudi SID banka bo potem svoj del prezentacije delila na svojih omrežjih. Tako da to je to z moje strani. Upam, da boste izvedeli informacije, ki vas zanimajo, in lepo dopoldne vam želim. Hvala. Torej, še enkrat lep pozdrav tudi z moje strani. Moje ime je Žiga Metelko in prihajam iz oddelka za podjetja. Hvala lepa za uvodne besede in tudi lep pozdrav vsem udeleženkam in udeležencem. Zdaj, v današnjem druženju bom predstavil SID banko, predvsem s poudarkom na programih financiranja v času korona krize. Govorili bomo o neposrednem financiranju podjetij, potem o zagotavljanju virov poslovnim bankam, delovanje SID banke tudi na področju in za račun države pri obeh poroštvenih shemah in predstavili bomo tudi pogled za naprej. Zdaj pa, da gremo kar na, bom rekel, kratko predstavitev SID banke. SID banka je bila najprej ustanovljena kot slovenska izvozna družba leta 1992. Med leti 2005 in 2008 je potekalo preoblikovanje v Slovensko izvozno in razvojno banko. SID banka je v 100% lastništvu Republike Slovenije. Zdaj, naš poglaviten namen je odpravljanje tržnih pomanjkljivosti in ustvarjanje novih priložnosti za podjetja, za katero ocenjujemo, da imajo potencial za financiranje. Torej, ko govorimo o SID banki, moramo vedeti, da je pač to osrednja institucija financiranja in zavarovanja trajnostnega razvoja v Sloveniji. Naš namen je pač poleg razvoja in spodbujanja gospodarskega razvoja tudi predvsem ohranjanje delovnih mest, še posebej v teh perečih časih COVID razmer.
Zaposlenih po podatkih leta 2019 nas je bilo 200, naša bilančna vsota znaša 2,4 milijarde evrov. V letu 2019 je bila SID banka prisotna s financiranjem in zavarovanjem v več kot 90 državah. Na sliki vidite tudi učinke tega našega delovanja, in sicer z financiranjem smo dosegli 2,4 milijarde evrov dodatne prodaje pri slovenskih podjetjih, potem 1 milijardo evrov dodatnega bruto domačega proizvoda. Sokreirali smo s pomočjo naših kreditov okoli 5900 novih zaposlitev in pomagali tudi na, bom rekel, izvoznih trgih, pri čemer je na račun pač in suportu iz naše strani bilo doseženih 1 milijarda dodatnega izvoza. Se pravi, kaj se je pa zgodilo v času covida-19? V času covida-19 se je dejansko banka znašla, bom rekel, na neki prelomnici, ne. Mogli smo dejansko v začetku leta, ko se je epidemija začela hitro širiti po celem svetu, izvesti zelo hiter prehod iz razvojne banke v interventno delovanje. Tako smo že v začetku marca gospodarstvu lahko ponudili prilagojene in novo ustvarjene programe financiranja ter zagotovili prepotrebno likvidnost za podjetja. Potem s tem smo dejansko nudili, bom rekel, pomoč podjetjem v korona krizi pri financiranju, kot pa tudi po drugi strani smo pa tudi pomagali s financiranjem nabave nujne medicinske opreme. To je v nasprotju s prejšnjo krizo od nas zahtevalo ogromno nekih prilagoditev, saj recimo v prejšnji finančni krizi je bila SID banka predvsem je delovala v okviru zagotavljanja dodatne likvidnosti poslovnim bankam, se pravi, z samim neposrednim financiranjem nismo bili tako, bom rekel, prisotni, kot smo sedaj. Naša vloga, predvsem pa v prvem valu epidemije, je pa bilo zagotavljanje likvidnostnega financiranja v času, ko so poslovne banke nekako bile manj aktivne na tem področju, saj pač razumljivo je bil to čas velike negotovosti. Če gremo čez številke, se pravi, SID banka se je na to krizo, bom rekel, je odgovorila na ta način, da je zagotovila več kot 400 milijonov evrov samih linij za neposredne kredite, potem pa smo tudi preko poslovnih bank zagotovili dodatnih 600 milijonov evrov, ki so jih potem poslovne banke uporabile kot vire za financiranje gospodarstva. Dejanski učinek v prvem valu je bil, da smo financirali več kot 300 milijonov evrov, pri čemer je šlo večinoma za neposredne kredite gospodarstvu, z produkti zavarovanja in pozavarovanja pa smo dodatno nekako pomagali oziroma zagotavljali linije za nadaljnjih 900 milijonov evrov. V tem času smo prejeli več kot 380 vlog in opravili več kot 3000 razgovorov s podjetji, kar je pa v bistvu nekako, bom rekel, bil za naš kar velik organizacijski dosežek, saj kot rečeno, nas je v SID banki zaposlenih nekako 200. Tako da se nekako trudimo tudi mi doprinesti in nekako pač izpolniti del svojega poslanstva v tej epidemiji. V drugem valu pa smo odobrili 200 milijonov evrov financiranj in zavarovali in pozavarovali smo posle v vrednosti 330 milijonov evrov. Neposredno preko SID banke je na voljo še več kot 600 milijonov sredstev in preko poslovnih bank je
na voljo še 112 milijonov evrov. Skupno pa smo od začetka epidemije do konca novembra zavarovali in financirali že preko 1,7 milijard evrov poslov. Da smo zagotovili dovolj virov za izvajanje financiranja gospodarstva, smo izdali COVID obveznico v višini 350 milijonov evrov ter uporabili namenske vire Evropske investicijske banke, Evropske centralne banke in Nemške razvojne banke, Kreditinstitut für Wiederaufbau. Se pravi, če gremo naprej, kakšni so bili odzivi SID banke na krizne razmere? Kot sem že povedal, od pričetku korona krize je imela SID banka izredno pomembno vlogo, da čim hitreje in proaktivno pristopi k reševanju gospodarstva in sicer predvsem na področju likvidnosti podjetjem in podjetnikom. Temeljni namen SID banke je, kot rečeno, zagotavljanje proticikličnega delovanja in glede na svojo interventno in proticiklično vlogo smo v letu 2020 financirali več kot 900 podjetij in občin v skupni višini pol milijarde evrov ter zagotovili približno 1,3 milijarde evrov poroštev v smislu zavarovanj in pozavarovanj. V okviru skladov smo razvili in tudi črpali okoli 140 milijonov evropskih kohezijskih sredstev, v naslednjih tranšah pa bomo črpali še za dobrih 175 milijonov evrov teh kohezijskih sredstev. Proaktivno sodelujemo z ministrstvi pri oblikovanju in uskladitvi COVID programov z namenom, da lahko pač čim prej vpeljemo in, plasiramo sredstva na trgu. V času prvega vala je bilo aktiviranih 12 programov, od katerih je še 5 programov delujočih, smo pa pač precej sredstev, kot sem že povedal, plasirali v tem času. Neposredna korist programov za podjetja so bolj ugodne obrestne mere, kot so sicer na trgu, ter nekoliko višja pokritost kreditiranja. To pomeni, da je v principu potrebno manjša lastna udeležba pri samem financiranju. In o tem bomo zdaj tudi govorili v nadaljevanju. Torej, predlagam, da si najprej pogledamo program neposrednega financiranja, ki ga tudi imenujemo SDMKV. SDMKV je na voljo za mala in srednja podjetja ter velika podjetja. Novost v tem letu pa je tudi ta, da financiramo samostojne podjetnike ter zadruge. Zneski kreditov se gibljejo od 100 tisoč evrov naprej. Zakaj to poudarjam? Poudarjam zaradi tega, ker, SID banka svojo kapaciteto ne more zagotoviti mikrofinanciranja, ampak vzporedno smo, o čemer bom govoril v nadaljevanju, smo tudi omogočili programe, ki, nudijo tudi kredite nižjih zneskov, vendar pri drugih inštitucijah. Ročnost teh posojil je od 2 do 12 let, pri čemer je moratorij znaša polovice ročnosti. Kaj je še pomembno? Pomembno je, da pač podjetje posluje minimalno 2 poslovni leti in ima 2 zaposlena. Se pravi, podjetje mora dejansko oddati izkaze na AJPES za 2 leti. Stroški odobritve znašajo od 50 evrov naprej, kar pomeni, za najnižji kredit je to 0,05% zneska kredita. Vsi krediti morajo biti seveda primerno zavarovani, bi pa pri tem poudaril, da so zahteve nekoliko manjše kot pri poslovnih bankah, vendar pa brez zavarovanja ne gre. Potem različica
neposrednega financiranja je tako imenovani začasni okvir. Začasni okvir pa je sklop poenostavljenih pravil o državni pomoči za podjetja, ki ga je uvedla Evropska unija kot odgovor za posledice epidemije COVID-19. Gre za podobne ukrepe oziroma podobne parametre samih kreditov kot na prejšnjem slajdu, zato ne bom ponavljal. Je pa ročnost kreditov nižja, in sicer do 8 let. Primeren namen financiranja so stroški dela, stroški in povračila stroškov in zagotavljanje likvidnosti. RRI 3 program gre za kredite, ki so namenjene za izvedbo raziskovalno-razvojnih in naložbenih projektov. Specifika tega financiranja je, da je ročnost do 15 let in da so pri teh programih nekoliko višji odstotek upravičenih stroškov ter možnost začetka projekta že pred oddajo vloge. Tu pri teh programih je zelo pomembno, da ste pozorni, kdaj se je sam projekt financiranja bodisi obratnih sredstev, to pomeni tekočega poslovanja, ali pa opredmetenih in neopredmetenih sredstev začel. Vkolikor se je sam projekt začel pred oddajo vlogo, je potrebno izbrati tudi primeren program. V nadaljevanju prehajamo na področje financiranja SID banke, kjer sodeluje s finančnimi posredniki, in sicer temeljni namen je ta, da zagotavljamo vire poslovnim bankam za razvojne programe. Kreditojemalec v teh primerih posluje zgolj s poslovno banko, kar pomeni, da ni neposrednega stika in komunikacije s SID banko, in poslovne banke plasirajo ta sredstva v obliki kreditov skladno z njihovo kreditno politiko. Za potrebe današnje prezentacije bi morda poudaril samo to, da SID banka na ta način zagotavlja tudi podporo poslovnim bankam in omogoča, boljše spoprijemanje s samo krizo. Sodelujemo pa z naslednjimi bankami, to so Addiko Bank, Nova kreditna banka, Sberbank, Gorenjska banka, Primorska hranilnica, NLB, Lon, Unicredit banka, Delavska hranilnica in Slovenski podjetniški sklad. Z vlogami se obrnete v teh primerih na sodelujoče banke. Kar se tiče teh programov, mogoče ne bomo toliko veliko besed izgubljali. Na voljo je pri programih, tega financiranja še 112 milijonov evrov. Gre pa za razvojne programe iz splošnega vira SID banke, razvojne programe iz vira Evropske investicijske banke ter tretja točka je pa sofinanciranje in prevzemanje tveganj ter tudi financiranje občin. V nadaljevanju smo pa tudi prisotni pri finančnih instrumentov sklada skladov. Ozadje tega je podpisan sporazum z Ministrstvom za gospodarstvo, kjer se je ustvaril sklad za uporabo evropskih kohezijskih sredstev. SID banka oziroma posredno tudi v enem delu Ministrstvo za gospodarstvo zagotavlja 253 milijonov evrov sredstev, skupaj s sredstvi finančnih posrednikov je pa na voljo pri teh programih 400 milijonov evrov. Banke, ki pa v nadaljevanju izvajajo financiranje sredstvi sklada skladov, so Sberbanka, Gorenjska banka, NKBM in Addiko banka.
Tukaj bi se mogoče pa ustavili in naredili malo večji poudarek, saj gre za nekakšen hit, ne? Gre pa za obliko skladov. Kaj to pomeni? To gre za kredite malim in srednjim podjetjem, ki se izvajajo preko poslovnih bank. Ti krediti pa imajo brezplačno jamstvo SID banke, ki krije 62,5% glavnice kredita. Gre za brezplačno, brezpogojno jamstvo na prvi pozid banke in namen tega programa je da se omogoči podjetjem čim hitrejši dostop do kreditov pri poslovnih bankah in nekako tudi omogoča, da so te krediti nekoliko pač, da je potrebno zagotoviti nižja zavarovanja. V primeru, da gre za kredit v višini 100.000 evrov, bom navedel ta primer, pač, da nekoliko poenostavimo, znaša nezavarovani del kredita 37,5%, kar pomeni ob upoštevanju, da je potrebno zagotoviti zavarovanje do največ 1,2-kratnika nezavarovanega dela kredita. To pomeni, da dejansko kreditojemalec lahko zagotovi zavarovanje v višini 45%, kar znaša, se pravi, zavarovanje v višini 45.000 evrov. Gre pa za kredite v višini od 30.000 evrov. Zakaj to poudarjam? Poudarjam predvsem zato, ker so zneski oziroma višina kreditov, ki je na voljo neposredno pri SID banki, od 100.000 evrov dalje. Na voljo pa je tukaj 65 milijonov evrov sredstev SID banke in 30 milijonov evrov finančnih posrednikov, skupaj 95 milijonov evrov. Potem, če se osredotočamo na sklad skladov COVID-19, sodelujemo z Primorsko hranilnico, in sicer z mikrokrediti v višini 87,6 evrov. Financiranje tukaj obsega 100% upravičenih stroškov in to pomeni, da je v bistvu ni potrebno zagotoviti nobenega zavarovanja. Mikroposojila so namenjena start-upom, samostojnim podjetnikom, mikro in majhnim podjetjem, socialnim podjetjem. Zneski financiranja so od 5.000 do 25.000 evrov, ročnost od 2 do 5 let. Moratorij pa je največ do polovice ročnosti. Prednost teh kreditov je, da ne zahtevajo zavarovanj oziroma so na samem predmetu financiranja. S temi sredstvi se lahko financira opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter tekoče poslovanje. Primer iz prakse je recimo razvoj programske opreme za laboratorije, plasiranje novih digitalnih medijev. Potem nadaljnji produkt v skladu skladov so posojila za raziskave in razvoj ter investicije. Gre pa za podjetja vseh velikostih, mala in srednja podjetja, potem samostojne podjetniki in zagotavljanje tudi zagonskih sredstev. Znesek financiranja je do 10 milijonov evrov, financira se 100% upravičenih stroškov, ročnost je od 3 do 9 let, moratoriji pa znašajo od 1 do 3 let. Tudi v tem primeru je možno pridobiti kredit brez zavarovanj oziroma na samem predmetu financiranja. Nad 1 letom in ročnostjo nad 5 let pa so potrebna tudi druga zavarovanja.
Primer iz prakse je nakup in dograditev poslovno-proizvodnega skladiščnega objekta. Sedaj gremo pa na področje korona zavarovalnih produktov. Dodatna ponudba zavarovanja kreditov za ublažitev posledic epidemije COVID-19 je zavarovanje bančnih garancij, zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz in zavarovanje za dane avanse za dobavo respiratorjev, mask in druge zaščitne opreme. Prilagojeni ugodnejši pogoji zavarovanj so tukaj pridejo do izraza. Možno je večje in sicer 95% zavarovalno kritje za izvoznike za poslovne terjatve in znižana 20% zahtevana slovenska komponenta. Top-up shema. Zaradi omejitev kreditnih zavarovalnic na področju zavarovalnih kritij smo razvili top-up shemo, ki omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, ki so v tem času še posebej pomembni in nujni za nadaljnje poslovanje slovenskega izvoznega gospodarstva. Ta produkt dejansko omogoča podjetjem, ki jim je bil limit zavarovalnega kritja znižan ali pa ukinjan, da se alternativno dodatno izvede kritje ob pozavarovanju SID banke. To se pa izvaja preko inštitucij Coface, PKZ in zavarovalnice Triglav. Podjetja na ta način pridobijo varnost za poslovanje na izvoznih trgih Evropske unije in OECD-ja. Zdaj, na kratko bi predstavil še vlogo SID banke, ki deluje v imenu in za račun države, in sicer nanaša se na Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo. Zakon podjetjem in fizičnim osebam v dogovoru s poslovno banko omogoča odlog njenih kreditnih obveznosti poslovnih subjektov do 12 mesecev. Republika Slovenija je skladno s tem zakonom pooblastila SID banko, da v njenem imenu in za njen račun opravlja, bom rekel, vse posle, kar pomeni unovčevanje poroštev, spremljanje in izvedbo vseh potrebnih ukrepov ter potem plačilo poroštva in izpolnjevanje pogojev. V tem primeru poslovni subjekti urejajo s svojimi matičnimi poslovnimi bankami in ne neposredno z SID banko. Celotna višina teh jamstev je 200 milijonov evrov in do konca novembra je bilo izdanih za več kot 60 milijonov poroštev Republike Slovenije. Potem druga dejavnost se nanaša na ZDLGPE, to je Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu. Tukaj bi poudaril to, da je država skladno s tem zakonom omogočila pridobitev poroštva države, in sicer na način, da država jamči za 80% glavnice za mala in srednja podjetja ter 70% za velika podjetja. Ravno tako v teh primerih poslovanje poteka neposredno pri matični banki. Vloga SID banke pa je, da v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja posle v zvezi z unovčevanjem poroštev in spremljanjem ter izvedbo vseh potrebnih ukrepov, ter da tudi preverja plačilo poroštev in izpolnjevanje pogojev za pridobitev samega poroštva. Tukaj je bila ta shema podaljšana v leto 2021,
Se pravi, tam, ko vidite nekje na sredini pogoji v prvi alineji, piše, da to velja za posojila sklenjena do vključno 31.12.2020, je po novem rok podaljšan do konca junija 2021. Pri čemer pa so največji dovoljeni zneski obveznosti kreditojemalca znašajo do 10% prihodkov od prodaje v letu 2019 in tudi ne smejo presegati stroškov dela v letu 2019. Poudaril bi, da je ročnost posojil manj kot 5 let in da pač podjetje po stanju na dan 31.12.2019 ni bilo podjetje v težavah. Tukaj bi se mogoče malo ustavili, zato da izpostavim nekako samo videnje oziroma sam proces preverjanja poslovanja podjetij, ko pač pridobimo vlogo. V takih primerih se vedno pogleda, bom rekel, upravičenost in potrebno je tudi izkazati, da gre za komponento epidemije COVID-19. Zdaj pa, če je bilo podjetje v težavah že pred nastopom epidemije, je potem to sam proces odobravanja vloge nekoliko otežen. Zdaj, v tem konkretnem primeru za DLGPE-ja gre sicer za financiranje, ki se izvaja iz strani poslovnih bank, vendar pa je, bom rekel, logika nekoliko pač je podobna, tako pri poslovnih bankah kot pač v sami SID banki. To posojilo seveda ni brezplačno in je pač potrebno poleg same obrestne mere se zaračuna še stroški poroštva, ki so opredeljeni glede na ročnost. Tam do obdobja 3 let je 100 bazičnih točk pribitka, to pomeni 1 odstotna točka, za recimo 4. leto pa je pač ta pribitek že 2 odstotni točki. Tukaj bi še enkrat poudaril, da SID banka teh kreditov ne odobrava, se je potrebno obrniti na poslovne banke, saj naša vloga je, da pač vloga agenta Republike Slovenije, da v nadaljevanju spremljamo, bom rekel, ta posojila. Celotna poroštvena shema je predvidena v višini 2 milijard evrov, do sredine januarja 2021 pa je znašala vsota glavnic nekaj manj kot 65 milijonov evrov. Torej, kot sem poudaril, za ta posojila se je potrebno obrniti neposredno k poslovnim bankam. Zdaj, katere so pa ostale aktivnosti in programi SID banke? Kot sem že uvodoma poudaril, je vloga SID banke v financiranju določenih tržnih vrzelih in panogah, za katere smo nekako ugotovili, da je mogoče prisotnost nekih finančnih institucij oziroma interes nekoliko nižji. Tukaj bi poudaril predvsem financiranje v gozdno in lesno verigo, za katero pač vemo, da je bila v Sloveniji nekoč zelo dobro razvita, v tem trenutku pa je nekoliko manj in zato pač obstaja tudi nek poseben program SID banke, ki omogoča tudi financiranje podjetij iz te dejavnosti. Potem financiranje trajnostnega razvoja, to v bistvu gre za projekte krožnega gospodarstva, izdajo in financiranje iz zelene obveznice in se pravi, gre za nekako spodbujanje trajnostne naravnanosti podjetij.
Prisotni smo tudi na izvoznem financiranju, zagotavljamo programe zavarovanja za izvoznike, investitorje in banke, upravljamo skladov, o čemer smo že govorili, nekako pa imamo v našem programu tudi se omogoča neke oblike lastniškega financiranja, ki se pa izvajajo tudi preko partnerjev. Veliko tudi nekako namenjamo energije in pozornosti tudi financiranju naložb v lokalno javno infrastrukturo ter ukrepov učinkovite rabe energije in stanovanjske oskrbe za bolj ranljive skupine prebivalstva. V SID banki deluje tudi projektna pisarna, in sicer pri suportiranju sredstev naložbenega načrta za Evropo, to je pač tako imenovani Junckerjev sklad, o katerem se je zelo veliko govorilo okoli 2 leti nazaj. V okviru SID banke deluje tudi Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, in sicer tukaj pa je poudarek na bilateralni razvojni pomoči in na, bom rekel, na pomoči nerazvitim državam. Še enkrat bi poudaril, da pač poleg samega neposrednega financiranja SID banka zagotavlja programe financiranj preko poslovnih bank, o čemer smo že govorili, tako da to ne bi še enkrat poudarjal. Sredstva so namenjena tudi tekočemu poslovanju, gre pa za financiranje konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije, to bi mogoče bolj poudaril. Se pravi, namen SID banke je tudi ta, da pač poskuša nekako spodbujati tudi izvozno orientirana podjetja, ki ustvarjajo na najzahtevnejših trgih, bom rekel, nove priložnosti, nove trge, in na ta način pač poskušamo prispevati tudi svoj del pri ustvarjanju teh zgodb. Govorili smo tudi že o programih neposrednega financiranja, to je ta program LES, ki smo ga omenili, potem raziskovalni in razvojni ter investicijski projekti, turizem, tukaj bi poudaril, da so sredstva za turizem žal že pošla, ampak je na podlagi PKP7 se pripravlja nov program za financiranje turizma, in ta sklad je predvidoma velik okoli 200 milijonov evrov. Poudaril bi pa tudi, da SID banka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo upravlja skladom sklada, in sicer gre pa za kohezijska sredstva Evropske unije. Kot smo že omenili, financiranje občin, mogoče bi omenil v nekaj stavkih še slovenski naložbeni program kapitalske rasti, in sicer SID banka je v letu 2017 vzpostavila v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom ter s podporo Evropske komisije ta program. Sredstva pa upravlja sklad ALFI in Generali Investments. Ta v bistvu sklad je namenjen financiranju slovenskih malih in srednjih podjetij, in sicer z obliko svežega kapitala, se je pa potrebno v ta namen povezati z upravljalci skladov, ki sem jih prej navedel. Torej, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, in ta center je del skupine SID banke,
ki v bistvu s pomočjo donacij Republike Slovenije omogoča realizacijo razvojnih investicijskih projektov javnih subjektov v državah v razvoju. V okviru tega centra nudimo vse vrste storitev in informacij, ki jih slovenska podjetja potrebujejo pri ugotavljanju in identifikaciji za njih zanimivih trgov. Torej, kot že omenjeno, mednarodno sodelovanje poteka z številnimi podjetji. O tem smo že veliko govorili, tako da na tem mestu ne bi šel v podrobnosti. Bi pa vseeno izpostavil, da je Capital Finance International ugledna strokovna revija, ki analizira in v bistvu komentira področje financ in ekonomije ter, bom rekel, razvoja gospodarstva. Vsako leto nominira podjetja in banke, ki so po mnenju same revije bistveno prispevali k povezovanju gospodarstev in regij, v katerih delujejo. Od te institucije smo za leto 2019 prejeli nagrado, in sicer za najboljšo razvojno banko jugovzhodne Evrope, kar pa za nas pomeni, da je tudi dobro delovanje SID banke prepoznano tudi v tujini. Zdaj pa še pogled za naprej. Kaj pripravlja SID banka v tem trenutku? V tem trenutku se vzpostavlja nov posojilni sklad finančnega inženiringa v obsegu 35 milijonov evrov za financiranje avtoprevoznikov, ki so utrpeli škodo v času COVID-19. Pripravlja se nov sklad za financiranje turizma, kamor spada tudi gostinstvo, v višini okoli 200 milijonov evrov. Potem se pripravlja pač v okviru tega paketa okrevanja, ki je vzpostavljen na nivoju celotne Evropske unije in ki se imenuje Next Generation EU v višini 750 milijard evrov. Se pač v okviru tega projekta se pripravlja ustrezen program, ki bo financiral projekte predvsem v povezavi z uporabo zelenih energij in digitalne transformacije. Moramo se zavedati, da je ta v bistvu program, ki je bil plod konsenza celotne Evropske unije, in zagotavlja ta pomembna sredstva pri financiranju te transformacije v krožno gospodarstvo, zelo pomemben tudi za Slovenijo, saj pač se moramo zavedati, da je bila vsaj pač pri razvitih gospodarstvih v zadnjih 50 letih narejena, bom rekel, in dosežena kritična meja samega vzdržnega delovanja okolja v povezavi z gospodarskim razvojem, tako da recimo organizacija Global Footprint Network ocenjuje, da smo v 50 letih izrabo naravnih resursov tako povečali, da trenutna aktualna situacija presega zmogljivosti Zemlje za obnavljanje resursov že za 60%, kar je zelo, bom rekel, zaskrbljujoč podatek. In moramo se pa tudi zavedati, da bo prehod v to krožno gospodarstvo zahteval spremembo načina, kako živimo, kako trošimo, kako gradimo, koliko in kakšne odpadke proizvedemo, ter seveda kako proizvajamo.
Izpostavil bi še investicijski sklad pobude treh morij, ki bolj aktivno povezuje države, ki ležijo ob Jadranu, Črnem morju in baltskimi državami. O ostalih programih smo pa tudi že govorili. Na kratko, kakšni so napotki, kako stopiti v stik z SID banko? Na spletni strani SID banke je možno pregledati našo ponudbo, izbrati, kateri program financiranja ustreza vašemu namenu. Pri tem smo pa pač tudi na voljo preko elektronske pošte ali pa našega klicnega centra. Izpostavil bi to, da preden začnete s pripravo vloge, da na spletni strani zelo pozorno preberete posebne pogoje izbranega programa in pač vso navedeno dokumentacijo. Pri pripravi vloge je potrebno posebno pozornost nameniti finančnemu načrtu, saj nam na ta način pomagate razumeti in pridobiti informacije o vašem podjetju. Ko pa izpolnite samo vlogo za kreditiranje, je pa pač tudi potrebno poskrbeti, da je le-ta popolna in da so priloženi vsi podatki. Imamo tudi pač nek digitalni pomočnik, chatbox, tako da se lahko tudi preko tega medija z nami povežete. Pri tem bom poudaril, da uporabnik lahko izbira že vnaprej ponujene možnosti pogovora ali pa sam zastavi konkretno vprašanje. Toliko iz moje strani, jaz bi se lepo zahvalil za vašo pozornost, v nadaljevanju pa, kot smo že na začetku omenili, sem na voljo za vprašanja. Hvala lepa. Ja, gospod Metelko, hvala. V bistvu so kar nekaj vprašanj je bilo postavljeni tukaj v chat. Je pa vskočila že vaša kolegica iz SID banke, gospa Podpeskar, in pridno odgovarja. Hvala za pomoč, Saša. Tako. Ja. Tako da v bistvu bi zdaj, koliko jaz spremljam, gospa Saša vse odgovarja. Mogoče še tukaj je bilo vprašanje, bom ga kar jaz vam zastavila, in sicer, ali je pri vseh posojilih pogoj, da sta dva zaposlena? Ja, to je pogoj, vendar pač so na voljo tudi rešitve pri drugih inštitucijah, ki tudi sodelujejo s SID banko. Naj omenim, poleg vseh teh, o katerih smo govorili, v prezentaciji Slovenski podjetniški sklad in Ribniški sklad. Omenil sem tudi že v sami prezentaciji, da SID banka zagotavlja poslovnim bankam, konkretno 3 oziroma 4 poslovnim bankam, portfeljsko garancijo, kar pomeni, da s tem podjetje avtomatsko pridobi jamstvo v višini 62,5%. In to pomeni, da podjetju konkretno ni potrebno zagotoviti zavarovanje v polnem znesku, so pa vrednosti teh kreditov od 30.000 evrov naprej. In ne vem pa točno, to bi mogel pa preveriti, kako je s pogojem glede zaposlovanja, za število zaposlenih. Je pa vsekakor pogoj, da mora pač družba že poslovati 2 leti. Naj na tem mestu še poudarim, da sama omejitev zneska ne velja, kot sem že omenil, za Slovenski podjetniški sklad. Tudi v teh primerih lahko podjetja kandidirajo z vlogami, in sicer z nižjimi zneski, ter tudi sama doba delovanja podjetja je lahko krajša od pol leta naprej. Prav, hvala. Bom pogledala še tukaj po vprašanjih.
Zdaj, bilo je tudi vprašanje, kar se tiče sklada za turizem, kdaj bi naj bil ponovno na voljo. Zdaj vidim, da je gospa Podpeskar tudi že odgovorila, nekje konec marca je napisala, tako. Tako, ja, mislim, da je kar vse odgovorjeno. Tako, zanima jih tudi udeležence glede samih kreditov za avtoprevoznike, pa potem je bilo vprašanje, kar se tiče zagona podjetja SP, mogoče tukaj, če lahko kaj odgovorite. Piše, zanima me, ali se pripravlja kakšen kredit za zagon podjetja. Ja, to je v bistvu, tukaj treba poudariti, no, da je v bistvu temeljni namen in poslanstvo SID banke, da pač v širšem obsegu zagotavlja financiranje, nimamo pa niti kadrovskih resursov, niti ni to v skladu z našim poslanstvom, da bi pač financirali zagon samega podjetja. Zdaj v preteklosti so bile neke oblike z neko subvencijo države preko Zavoda za zaposlovanje. Tukaj je treba še to poudariti, no, da v preteklosti so se tudi že pač postavljala vprašanja, ali SID banka financira tudi nepovratna sredstva, ne. SID banka nima nepovratnih sredstev, imamo pa povratna sredstva, ki pa pač pomagajo podjetjem z milejšo oziroma nižjo obrestno mero ter milejšo obliko zavarovanja. Toliko. Super. Imamo še eno vprašanje. Gospoda zanima, kakšne so obrestne mere za vaše kredite? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Mi nimamo nekega standardne obrestne mere, ampak imamo kot Razvojna banka neko aplikacijo, ki nam s pomočjo pač vhodnih parametrov sporoči oziroma nam določi obrestno mero. Ta obrestna mera je pač osnova za višino obrestne mere, pa je boniteta podjetja in višina zavarovanja. Tako da obrestne mere pa so praviloma nižje kot obrestne mere pri poslovnih bankah. Saj, tako kot sem omenil, SID banka ima na voljo, povratna sredstva, s katerimi lahko zagotavljamo v splošnem nižjo obrestno mero ter nižjo vrednost zahtevanih zavarovanj. Hvala. Tukaj še vprašanje, ali se lahko vzame kredit pri SID banki in se porabi za poravnavo starih kreditov? Ne, to pa žal ni mogoče. Ker na ta način bi v bistvu SID banka izrinila obstoječi bančni sektor, to pa ni namen. V bistvu namen SID banke je v tem, da zagotavlja razvoj, da namenja dodatna sredstva za zagotavljanje pač tega, kot sem rekel, razvojnega potenciala, da odpira nove poti izvoznikom ter da v situacijah, kot je ta v času COVID-19, zagotavlja dodatno likvidnost podjetij. Nikakor pa ni v skladu z našim poslanstvom, ki je pač tudi določeno in temelji na zakonu o SID banki, da bi refinancirali obstoječa posojila. Hvala. Mogoče še eno vprašanje, potem pa bomo že v bistvu časovno prešli v drugi del današnjega webinarja. Mogoče še vprašanje, ja. Gospa vprašuje, ali bo na voljo kaj, kar bo namenjeno gostinstvu? Drži, bo na voljo, to bo v okviru drugega sklada za financiranje turizma, kamor spada tudi gostinska dejavnost.
Kot ste že prej poudarili, je pač že odgovorila moja kolegica Saša, da bodo ta sredstva na voljo predvidoma konca marca. Ok. Bomo še eno vprašanje, ker vidim, da se je ponovilo. Ali se bo financiralo investicije v osnovna sredstva ter poslovne prostore in ali se mora poslovni prostor uporabljati za upravljanje dejavnosti? Odgovor je da, ja. Odgovor je da, na oboje. Te programi že potekajo, možno je nakup poslovnega prostora v okviru trenutno 2 programov. Eden je SDMKV, o katerem sem že govoril. V bistvu gre za temeljni princip tega programa, je sicer financiranje v razmerah COVID-19, ampak v vsebini tega programa je pa tudi podprogram, ki je namenjen financiranju tudi podjetjem, ki pač ne potrebujejo financiranja za namen COVID-a, ampak pač investirajo v razvojne programe, kot del tega pa je lahko tudi nakup poslovnega prostora. Seveda pa je treba v poslovnem prostoru upravljati svojo dejavnost. Prav. Zdaj sicer še vprašanja se postavljajo, bom pa tukaj v bistvu zaključila z vami, gospod Metelko, vseeno. Gospa Podpeskar bo predvidoma še odgovarjala na vprašanja naprej, tako da lahko še postavljate vprašanja. Hvala vam za sodelovanje. Hvala vam za povabilo in lep pozdrav vsem udeleženkam in udeležencem. Smo na voljo za vaša vprašanja na teh kontaktih in želim vam nekako, da čim vsi skupaj uspešno prebrodimo to krizo. Tako je. Hvala lepa. Zdaj pa bi besedo predala še kolegici Karin Harp. Kot smo povedali, Karin bo povedala svoje izkušnje, prakso, prijav kreditov oziroma prijavo podjetij na kreditne linije SID banke. Tako da, Karin, ti kar predajam besedo. Lep pozdrav vse skupaj. Moje ime je Karin Harp, sem vodja slovenskih projektov v podjetju TIKO-PRO, kjer sem del ekipe že 4. leto. Tako da imamo precejšnje in bogate izkušnje v pripravi dokumentacije in svetovalnimi storitvami. Hkrati bi tudi poudarila, da prihajam iz preteklih zaposlitev iz bančnega sektorja, tako da to je tudi prednost naša v TIKO-PRO-ju, da poznamo bolj podrobno delovanje bančnega sistema in na ta način lažje in učinkovitejše pomagamo podjetnikom za pripravo in pa tudi s samim svetovanjem, kako do kreditov. Zdaj si bom pripravila PowerPoint predstavitev. Da vam prvo razložim, kaj dejansko je naša vloga v TIKO-PRO-ju. Glede na dolgoletne izkušnje obstoja podjetja TIKO-PRO, ki že deluje 11. leto, in pa glede na to, da smo v ekipi 12 strokovnjakov, ki imamo bogate izkušnje, na ta način delujemo potem samimi podjetji. Tako da dejansko naša vloga je svetovalna, predvsem pa usmerjevalna vloga med podjetjem in pa SID banko. Vkolikor se tudi nanesem na predstavitev SID banke in gospoda Žige, ne delujemo samo za pripravo dokumentacije za SID banko, temveč se ukvarjamo z različnimi razpisi, tako z nepovratnimi sredstvi in pa povratnimi sredstvi. Pripravljamo dokumentacijo tudi za različne finančne inštitucije, tako za Slovenski podjetniški sklad, za Spirit, za različne poslovne banke, kjer tudi daje SID banka poroštvo. Danes bomo pa malo več povedali na našo vlogo, kar se tiče med podjetjem in pa SID banko.
Recimo konkreten primer iz prakse, na nas se obrne stranka oziroma podjetje, ki želi imeti določeno vrsto kredita strani SID banke in takrat stranko oziroma podjetjem se pogovorimo o splošnih pogojih financiranja in pa predvsem o namenu kreditiranja. In na ta način potem teče komunikacija s podjetjem, da pridobivamo ustrezne podatke glede samega poslovanja podjetja, da komuniciramo tudi z računovodstvom podjetja za pridobitev teh finančnih podatkov. Zdaj manjša podjetja imajo eksterne računovodske servise, malo večja podjetja imajo znotraj podjetja računovodski oddelek ali finančni oddelek. In vse to je tista naša skrb za pridobitev ustreznih podatkov, da se potem lahko v nadaljevanju pripravi celotna dokumentacija za oddajo vloge za financiranje na SID banko. Zdaj se opravičujem, sem malo prehitro skočila. Zdaj konkretno bi se dotaknili dveh različnih tipov kreditov SID banke, in sicer krediti za investicije po različnih programih SID banke, tako kot jih je že podrobno predstavil gospod Žiga. To so krediti za investicije ali za gradnjo ali za nakup osnovnih sredstev, za razširitev dejavnosti ali za spremembo dejavnosti. Vse te investicije oziroma krediti pa prinašajo neko dodano vrednost podjetja oziroma bodo omogočili razvoj, rast podjetja, bodisi z novimi izdelki, bodisi z novimi storitvami in bodo zagotavljali ti prihodki kreditno sposobnost oziroma povračilo tega kredita za investicije. Na drugi strani pa v današnjih težkih razmerah potrebujejo podjetja dejansko kredite za obratna sredstva, in sicer za zagotavljanje likvidnosti, za plačilo plač, za plačilo materiala, za plačilo blaga, storitev, ki so pa dejansko utrpeli posledice in pa škodo za pandemijo koronavirusa. Tu gre predvsem za podjetja, ki so dejansko z odlokom vlade bila primorana zapreti svoje podjetje oziroma ustaviti poslovanje in na ta način potem pripravimo in pomagamo podjetjem pridobitev kredita, da ponovno zaženejo svoje poslovanje in ponovno začnejo ustvarjati prihodke. Tukaj bi še enkrat izpostavila, tako kot je že gospod Žiga predstavil, minimalna vrednost kredita po teh linijah je 100.000 kredita, za MSP je 7 milijonov, za velika podjetja pa 12 milijonov kredita. Ko stranka oziroma podjetje stopi v kontakt z nami, potem mi skupaj s stranko prvo pregledamo osnovne pogoje podjetja. To sta poslovanje minimalno 2 let in pa 2 zaposlena. To sta osnovna pogoja in žal po teh vseh kreditih, ki jih je gospod Žiga predstavil oziroma po programih, sta osnovna pogoja in vkolikor stranka ne izpolnjuje teh 2 pogojev, žal pač ni možno oddati vloge, ker dejansko ne bo prišlo do realizacije kredita. Podjetje ne sme biti v težavah, to so tisti razlogi, ki predstavljajo podjetje insolventno, kakršnekoli druge težave, ki omejujejo poslovanje oziroma bodo podjetje potisnilo ali v stečaj ali prisilno poravnavo, tako da vkolikor se podjetje sooča s krizo pandemije, ni rečeno, da je podjetje še v težavah, ne. In tukaj je
tudi na bonitetni oceni, seveda boljša, kot je bonitetna ocena, tudi boljša je obrestna mera lahko, vkolikor podjetje tudi zagotovi ustrezno zavarovanje. Potem pogleda se tudi ustreznost deleža kapitala v sredstvih, vkolikor podjetje skozi preteklo poslovanje izkazuje visok delež kapitala v sredstvih, je to zelo pozitivno oziroma velika možnost potem za nadaljnje finančne projekcije. Predvsem pa je bistvo namen kredita. Tako kot smo že prej povedali, ali gre kredit za tekoče poslovanje oziroma za zagotovitev ustrezne likvidnosti ali pa gre potem za samo investicijo. Status MSP, kot smo že tudi večkrat poudarili skozi današnjo prezentacijo, gospod Žiga, MSP pomeni mala in srednja podjetja. Predvsem pa tudi pogledamo stranko, kaj je tisti model podjetja, preteklega poslovanja in pa tudi prihodnjega poslovanja, ne. Poslovni model podjetja pa zagotavlja, da bo zasledovalo podjetje, da bo uresničevalo dosegati zastavljene cilje. Fokusiramo se tudi na pričakovano bodoče pozitivno poslovanje, kar pa pomeni, da se iz tega bodočega pozitivnega poslovanja tudi ocenjuje kreditna sposobnost in vkolikor je izkazana skozi finančne projekcije bodočega poslovanja pozitivna kreditna sposobnost, to pomeni, da je veliko manjše tveganje, da se bo kredit seveda na dogovorjeni rok vrnil. Kar pa predvsem zanima te finančne inštitucije in pa tudi SID banko. Tukaj sem vam dala za lažje razumevanje, kaj pomeni bonitetna ocena. SID banka deluje pregleda te bonitetne ocene preko e-bonitet.si, glede na javno objavljena finančne podatke. Tukaj so rangirane bonitetne ocene od 10 navzdol, 10 pomeni najboljša bonitetna ocena in pa pomeni zelo nizko tveganje za kreditodajalca. V teh bonitetnih ocenah so predstavljeni ključni finančni podatki samega podjetja, kar pomeni, koliko prihodkov je v preteklem obdobju podjetje ustvarilo, koliko stroškov, kakšna je bilančna vsota podjetja, kolikšen je kapital podjetja, kakšen delež kapitala v sredstvih lahko na podlagi teh finančnih podatkov izračunamo in pa nadalje tudi kazalniki Predstavila vam bom tudi eno bonitetno oceno enega podjetja, kjer pa niso najboljši finančni podatki in pa kazalniki in da samo razumete, na kakšen način potem mi pogledamo skupaj z vami, vkolikor se zanimate za pripravo dokumentacije za kredit. In tukaj te rdeče številke, čisti poslovni izid v negativnem smislu oziroma minus 214 tisoč in pa hkrati tudi v minusu EBITDA ter tudi kreditna sposobnost podjetja. Ti podatki žal pač niso najboljši in predstavljajo veliko tveganje, da bo vloga, ki se odda na SID banko, tudi zavrnjena. Tako da to so tisti ključni finančni podatki, ki skupaj s stranko pogledamo in na prvi pogled ocenimo, ali ima podjetje možnosti za pridobitev kredita, financiranja, vse pa je tudi odvisno od samega kredita, ki ga zaprosi. Še enkrat, vkolikor gre to za investicije, v razširitev dejavnosti, za nove izdelke, kakorkoli je potrebno potem tudi, vkolikor so te številke rdeče, podrobnejše predstaviti in pa potem tudi utemeljiti skozi finančne projekcije bodočega poslovanja, da ravno iz naslova nove investicije, novega kredita bo podjetje izboljšalo svoje poslovanje in da v prihodnosti te številke več ne bodo rdeče. Kot je že predstavil tudi gospod Žiga,
Dokumentacija za vlogo strani SID banke je predpisana je za različne programe SID banke. Ti obrazci in predpisana dokumentacija je dostopna na e-portalu vloge.sit strani SID banke. Kaj so pa tisti ključni dokumenti, ki so predpisani strani SID-a? In sicer ključni dokument, ki jih tudi pripravimo za vas, za vaše podjetje, je poslovni načrt. Poslovni načrt je za manjše investicije, za manjše kredite, za večje kredite, večje zneske same investicije je pa investicijski elaborat, kar pa pomeni, da je obširnejši dokument, kjer se podrobneje predstavijo potem ključne zadeve in tudi poglavja. Bistvene so tudi finančne projekcije, in sicer finančne projekcije bodočega poslovanja skupaj z finančnimi podatki preteklega poslovanja, ker le na ta način v samem enem dokumentu se lahko predstavi gibanje ali preteklega poslovanja ali pa tudi bodočega poslovanja. Tako da tukaj potrebujemo seveda vaš feedback. Pretekli podatki so tako objavljeni, javno dostopni, bodoče projekcije pa dejansko temeljijo na same investiciji, vključno skupaj z namenom kredita. Predvsem poudarka danes, ko se oddaja vloga za kredite na SID banko, je pa podrobna predstavitev posledic in pa utrpetve škode zaradi nastale korona situacije. To pa pomeni, vkolikor ste utrpeli v letu 2020 upad prihodkov, določen procent, ali je to 10%, ali je to 30% ali več, da se podrobno pojasni, na kakšen način, ali je bilo to poslovanje prekinjeno zaradi odloka vlade za preprečitev širjenja koronavirusa, ali so nastale prekinitve dobaviteljskih verig, niste mogli zagotavljati osnovnih ali surovin, ali blaga, ali materiala za vašo osnovno dejavnost, ali so vam kupci odpovedali naročila, ali so se podaljšali roki plačil vaših kupcev. V glavnem v tej smeri je potrebno podrobno predstaviti te posledice oziroma škodo korone. Kaj pomeni sam poslovni načrt in finančne projekcije? Verjetno ste se vsi že enkrat srečali z kakšno pripravo dokumentacije, ali je bil to poslovni načrt, predstavitveni načrt. V glavnem poslovni načrt in pa finančne projekcije temeljijo na preteklih dejstvih, na predstavitvi podjetja, na predstavitvi vodstvene ekipe, ali gre za družinsko podjetje, ali gre za drugačen tip podjetja. Predstavi se na finančno poslovanje z podrobno predstavitvijo oziroma razkriti finančnih podatkov, potem se predstavijo, kaj so vaši izdelki, proizvodi, storitve podjetja, kam te izdelke oziroma proizvode in storitve prodajate, na kakšen način delujete proti konkurenci, kaj so prednosti in slabosti vašega podjetja oziroma tudi vaše konkurence. Predstavi se pa potem tudi podrobna investicija, ali je to gradnja, ali je to nakup osnovnih sredstev, ki bodo zagotavljali neki novi dodatni vir prihodkov, ali pa je to dejansko predstavitev likvidnostnega kredita, za kakšen namen boste dejansko ta kredit porabili, predvsem pa na kakšen način boste dejansko svoje poslovanje okrepili s tem kreditom. Predstavitev investicije ali pa potrebe za zagotavljanje tekoče likvidnosti, kot smo rekli, mora pa tudi biti izkazano v finančnih projekcijah. Vkolikor so te finančne projekcije pripravljene, da se izkazuje negativni denarni tok, to zagotovo ni dobro, kar pa pomeni, da niste kreditno sposobni.
In dejansko skozi finančne projekcije, bodi si za čas celotne investicije ali pa pripravljene finančne projekcije za zagotavljanje likvidnosti, ki morajo biti pripravljene 3 do 4 leta vnaprej, se mora izkazovati kreditna sposobnost. In to je tisto, kar je potem dejansko rdeča nit celotnih finančnih projekcij. Vkolikor pa niste sposobni izkazovati pozitivnih denarnih tokov, takrat pa tudi niste sposobni, niste kreditno sposobni. Potem se izpolnitev, smo rekli, vseh ostalih obrazcev, mora biti tudi, kadar gre za povezano podjetje, na kakšen način ste povezani z drugim podjetjem, v kakšnem procentu ste povezani z drugim podjetjem in pa potem tudi vsi ostali osebni podatki lastnikov in pa direktorjev, prokuristov in odgovornih oseb. Tako kot je gospod Žiga že tudi omenil, vsi ti krediti morajo biti tudi zavarovani, kar seveda zavarovanje tudi vpliva na obrestno mero. Vkolikor predlagate za zavarovanje kredite nepremičnino ali premičnino, mora biti vsaj nekaj prostega na tisti nepremičnini, ne more biti hipoteka oziroma nepremičnina s hipoteko v celoti obremenjena, ker to pomeni, vkolikor delno ni prosta nepremičnina, da ni ustreznega zavarovanja. In pa pomembno je, da mora biti tudi dostavljena k ostali dokumentaciji cenitev ali za nepremičnino ali premičnino, mora pa biti ta cenitev tudi novejše izdelave, kar pa pomeni, da nekje ne sme biti starejša pol leta oziroma 1 leto podpisa pogodbe s SID banko o kreditu. Še ostale oblike zavarovanja so tudi primerne, in sicer zaloge, terjatve in pa tudi druge oblike zavarovanja, ne. Vse se pa dokazuje, zaloge recimo z izpisom iz glavne knjige, koliko imate na tisti presečni datum stanje zalog, ali za terjatve, koliko je terjatev na tisti presečni. Bi še pa poudarila, da vkolikor gre za zavarovanje s terjatvami, je pa pogoj SID banke, da se tudi te terjatve zavarujejo pri zavarovalnici, kar pa pomeni seveda za podjetje dodaten strošek. Tako da vkolikor razpolagate z prosto nepremičnino ali premičnino, je zagotovo primernejša in ustreznejša oblika zavarovanja. Naše še ostale aktivnosti niso samo do oddaje vloge, temveč nadaljujemo tudi komunikacijo in s podjetjem in SID banko po oddani vlogi, ker ponavadi še sledijo kakšna dodatna vprašanja glede pojasnil v zvezi ali s preteklim poslovanjem ali z bodočim poslovanjem, ali morebiti z bolj podrobno predstavitvijo same investicije ali pa potem kredita za likvidnost, ali morebiti tudi glede ustreznosti zavarovanja. V glavnem, mi smo tisti vezni člen, da ko se pojavi s strani SID banke še kakšno vprašanje, da to ustrezno skomuniciramo in z vami na strani podjetnikov in pa potem prenesemo te odgovore na postavljena vprašanja tudi do SID banke, in da potem lahko na osnovi vseh podatkov SID banka oziroma skrbnik na SID banki tudi pripravi celovit kreditni predlog, s katerim potem tudi gre na kreditni odbor, kjer pa potem odločevalci na kreditnem odboru odločajo o tej vaši vlogi. V večini primerih gre za odobritev kredita, saj že v štartu oziroma v začetku s podjetjem preverimo te osnovne pogoje in na podlagi naših izkušenj velikokrat ocenimo
ali dejansko podjetje ima velike možnosti za pridobitev kredita. Moram pa vam tudi na tem mestu povedati, da mi nismo odločevalci, odločevalci so v SID banki in mi lahko preverjamo verjetnost, ali boste uspeli ali ne, ampak na koncu odločijo odločevalci na SID banki. Tako da obstaja še vedno manjši procent, ko niso razkriti določeni podatki in jih tudi mi ne moremo vedeti v sami predstavitvi celotne dokumentacije, in potem analitiki ali pa skrbniki na SID banki še ugotovijo določene pomanjkljivosti ali povezave, kar pa potem dodatno otežijo odločanje na SID banki. Tako da tu na tem mestu še enkrat potrebno je zagotoviti vse potrebne informacije in razkriti tako samo poslovanje in pa finančne podatke, da se potem lahko pripravijo verodostojni podatki, ki so potem odločilnega pomena za odločanje na SID banki. Ko se odloči za odobritev kredita, SID banka pripravi pogodbo, ustrezno zavarovanje oziroma se mora potem določeno zavarovanje tudi urediti v notarski obliki, to je zastava nepremičnine, premičnine, in po podpisu pogodbe je dejansko naša vloga zaključena, vkolikor ni dodatnega poročanja skladno s pogodbenimi in finančnimi zavezami strani kreditne pogodbe. Največkrat se podjetja odločijo potem tudi za naše dodatne storitve, da tudi mi prevzamemo, vkolikor gre za poročanje oziroma se podjetje zaveže k poročanju, da tudi mi sledimo skladno in s časovnico in potem z samo vsebino oziroma aktivnostmi, ki so potrebne, da se ustrezno poroča SID banki po odobritvi projekta. Tako da to je z moje strani ta kratka predstavitev. Kadarkoli me lahko pokličete v času naših uradnih ur, tukaj je moj mail, konkretna vprašanja predlagam, da naslovite na moj mail ali me pokličete. Se pa že vnaprej opravičujem, da vkolikor bo teh vprašanj veliko, vkolikor bo več podjetij se javilo, da vam ne bom mogla v enem dnevu odgovoriti vsem naenkrat. Je pa dejstvo, da se z vsako stranko posebej oziroma podjetnikom temeljito pogovorimo in namenimo naš čas temeljitvi poglobljeni predstavitvi strani vas in pa potem oceni naših zmožnosti, ali ste primerni ali ne. Tako da hvala lepa, toliko z moje strani, zahvaljujem se vsem za pozornost in sem na voljo za vprašanja. Ja, Karin, hvala za predstavitev. Zdaj, kar se tiče vprašanj, jih je v bistvu ves čas tvoje prezentacije, jih je kar nekaj prišlo, ampak je gospa Podpeskar tudi tukaj v bistvu skočila, in kar se tiče SID banke, bom rekla, je, mislim, da vse odgovorjeno. Zdaj, prišlo je še vprašanje glede nas kot podjetja, pripravljamo tudi poleg SID banke vloge za druge razpisnike. Sem tudi jaz že odgovorila, da pripravljamo tudi vloge za ostale, se pravi direktno Ministrstvo gospodarsko, potem Spirit Slovenija, podjetniški sklad in tako dalje. In pa prišlo je vprašanje za naš cenik. Zdaj, lahko kar ti mogoče odgovoriš, se pravi, koliko je potem cena za neko svetovanje, pripravo dokumentacije. Jaz bi tako rekla, da nimamo enoznačnega cenika posplošeno za vse stranke.
da se tudi cenik oziroma višina naših storitev nanaša na sam obseg priprave dokumentacije, da zagotovo so manjši zneski naših storitev za majhna podjetja in za enostavnejše kredite, kjer ne rabiš toliko podrobno predstavljati same investicije in priprave 12-letnih finančnih projekcij. Lahko pa povem, da se pa da se naše storitve ovrednotijo na način, da ob podpisu pogodbe se plača polovička fiksnega dela, ob oddaji dokumentacije se plača druga polovička fiksnega dela, da pa prevzemamo del tveganja za resnično kvalitetno pripravljeno dokumentacijo ravno na način, da imamo tudi drugi variabilni del, se opravičujem, in tisti variabilni del dejansko se plača po sami odobritvi recimo strani SID banke. Vkolikor ne pride do realizacije kredita oziroma do odobritve kredita, tudi prevzemamo ta del na nas in potem stranki ne računamo variabilnega dela. Tako da o cenah v tem trenutku ne bi govorila, ker če vam rečem, da se sestojijo cene od variabilnega dela od 1000 evrov pa do 5000 evrov, je to zelo nehvaležno, ker je potrebno stranko pogledati, koliko časa bomo potrebovali za pripravo dokumentacije, je pa seveda odvisno od zahtevnosti priprave dokumentacije glede na samo vsebino kredita in pa njen namen. Ja, hvala. Zdaj tu je še vprašanje, mislim, ki je neodgovorjeno še, kakšna mora biti minimalna boniteta pri SID banki? Zdaj, nekaj smo že o tem povedali, mogoče še enkrat odgovorimo gospodu. Minimalna boniteta je zelo težka, pa zelo nehvaležno tudi nekje 6-7 bonitetna ocena, tako kot smo rekli, višja kot je, zagotavlja višja bonitetna ocena, večja možnost za pridobitev kredita. Nižja kot je večje tveganje za SID banko, kar pa pomeni, da tam nekje 7 bonitetna ocena je še sprejemljiva. Vkolikor je nižja bonitetna ocena, pa pomeni večje tveganje, ampak na koncu se potem tudi pogleda namen kredita. Vkolikor ste vi v preteklem obdobju na podlagi javno objavljenih podatkov bili deležni do slabše bonitetne ocene in greste vi v novo investicijo, kjer boste dograjevali svoj poslovni model, kjer boste razširili dejavnost, kjer boste ustvarjali nove dodatne prihodke, ni čisto tako, da je bonitetna ocena, samo bonitetna ocena ključni kazalnik, ne. Mora se pregledati celovito tudi z namenom kredita. Prav, evo, gospod je napisal, ni slišal, evo, zdaj smo ponovili, tako da je to tudi urejeno. Karin, hvala. Tudi tebi. Hvala lepa. Mislim, da je res gospa Podpeskar vse ostalo odgovorila, tako da, kot je Karin povedala, se lahko tudi na nas obrnete v bistvu na kontakt direktno Karin ali pa na nas splošni mail info@tiko-pro.si, kjer smo vam na voljo za pomoč pri vaših podjetniških idejah, torej najti primeren razpis, da dobite nepovratna ali povratna sredstva, ki so trenutno torej na voljo strani države, strani vseh teh institucij. Hvala lepa za vaš čas, hvala za pozornost, zahvaljujem se vsem, prijavljenih je bilo skoraj 300 podjetnikov, tako da interes za prijavo torej na vaše programe SID banke je zelo velik. Tako da upam, da smo odgovorili na vsa vaša vprašanja in da ste dobili vse informacije, ki ste jih iskali danes. Hvala lepa, želim vam še lep in uspešen dan.
Hvala, srečno.